Dober dan iz ljubljanskega studia 163, to so vesti. Kot pravi stara ljudska modrost, politika je kurba in politiki so podkupljivi prasci. Do nedavnega v naši prelepi dolini Šentflorjanski z izjemo enega državnega sekretarja še nismo zaprli politika. Pred kratkim se je usedel državni poslanec Prijatelj in slediti bi mu moral še evropodkupljivi poslanec Taler. Sporočam javnosti, volivkam in volivcem, da z današnjim dnem odstopam z mesta evropskega poslanca. Hvala lepa. Oprostite, ker ne boste odgovarjali na vprašanje? Ne. Zakaj pa ne? Dokaj je vse povedano. Halo? Halo? A je kaj moraš odgovarjati? Ja, imam marsikaj za vprašanje. Ja, kaj pa ima? Jaz se mi zdi, če ste tiskovno se odločili, da... 1, 2, 3, 4, 5, 6 pogovor, pa v njih studio. Pa kaj v redu? Šiška ten. A veš, Denis. Skratka, vladi predlagamo, da Talerja zaprejo v Makedoniji ali pa še bolje, naj ga Pahor zamenja za zapornika iz Guantanama, pa naj gre Taler še malo na Kubo. Srdeč, ali kaj? Oranžen kombinezon bi mu čist pasal. To. Čeprav, lahko, samo, veš, pa SD logo ne bo dobro gor pasal. Težke so stvari. V uvodnem delu 4. Pučnikovih dnevov, ki jih organizira Inštitut dr. Jožeta Pučnika, a ne bilo hecam, da bi, veš, Inštitut dr. Jožeta Jame, recimo, organiziral Pučnikove dneve. To je bilo dejansko zabavno, ne pa to vse isto. Skratka, smo med uvodničarji poslušali tudi princa Teme, Janeza Janšo, njegov pogled v prihodnost skozi Slovenijo 2.0. Cilj Slovenije 2.0 je, po mojem mnenju, oblikovati dom za svobodo in pravičnost. Dom za svobodo in pravičnost in Slovenija 2.0, takšno kot jo absolutna večina Slovenk in Slovencev in državljank in državljanov sprejela, je lahko samo Slovenija, kjer pravila velja za vse enako. Ko bomo to vzpostavili, bo vse ostalo prišlo samo po sebi. Hvala lepa. A veš, George Orwell, ne? Za vse enako, a veš, razen za nas, ki smo malo bolj cool, ne? A veš, dajmo pregledati vse orožarske posle, razen mojih, ki niso tako pomembne v resnici, a veš, to je neki detajli brez veze. V Sloveniji se je mudil ruski premier in zakulisni predsednik 1,67 m. Ob tej priložnosti sta predsednik upravnega odbora Gazproma Aleksej Miller in predsednik uprave Geoplina plinovodi Marjan Eberlinc se reče, bravo, na Brdu pri Kranju podpisala sporazum o ustanovitvi skupnega podjetja Južni tok Slovenije. Sredi Južni tok, veš, to je tako kot Beli tok, samo malo nižji, veš. Južne od Belega. Ja, veš, zatečeni gležni pa pol neki, ne, S tem se skladno z medvladnim sporazumom po Eberlinčevih pojasnilih zaključujejo intenzivne in zelo uspešne pripravljalne aktivnosti obeh družb, vezane na zaključevanje študije izvedljivosti in ustanovitev skupne družbe. Naš veliki mali Borči pa je ob malem velikem Putinu bil prav navihano razpoložen. Bova s predsednikom nadaljevala za predvidenimi obveznosti, naj povem še eno stvar, tudi o tem sva se nakratko pogovarjala, seveda bolj v šali kot zares. Vedno, kadar Slovenija in Rusija podpisujeta dogovor glede Južnega toka, obstoji neka nevarnost za ruski nogomet. Jaz bi rad zatrdil mojemu prijatelju, da za naše prijatelje in srečni epizodi v Moskvi lahko obljubim vso našo podporo v petek pri tekmi z Italijo, tako da bomo pomagali na široko odpreti vrata našim ruskim prijateljem na Evropsko prvenstvo in jih premagali tam. Hvala lepa, gospe in gospodje. Не мог удержаться, чтобы не вспомнить наш совместный поход на футбольный матч в Москве. Seveda je moral omeniti naš skupni pohod na nogometno tekmo, ampak vsekakor bomo dali duška enkrat še.
Ej, Marko, Ja, a si ti za šalo za 10. april? če bo smešno, sem zmeri. Skurimo par milijonov evrov na referendumu. Ja, stari, 10. april, haha. Glasovnica za glasovanje na referendumu 10. aprila 2011. Navodilo, glasuje se tako, da se obkroži beseda za ali beseda proti. Vprašanje se pa glasi. Polovičke nimate. Ali ste za to, da se uveljavi zakon o malem delu ZMD v oklepaju, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 16. novembra 2010? Veš, ker zdaj, če imeli polovičko, ne bi lahko rekli, polovička in pa bi že vedel, kaj moraš odgovoriti, ne? Ampak ne. Jaz sem za glas ljudstva. Ti si za glas ljudstva, dobro. Vse to je glas ljudstva. Oh, fuck. Veš, ne? Glas ljudstva je tako lepo zapakiran v čedni brošurici. Čedna brošurica je v barvi stiskana, kar je lepo, ne? Oni so že, oni so rekli, ne bomo zapravljali denarja 10. aprila, zapravljali ga bomo že prej, zapravljali ga bomo že skozi. No, skratka, se pardoniram, ker ne vemo, ne, a je odgovor pravilen da ali ne. Imamo pravico naštudirati telihle koliko členov. Čakajte sam, da 40, 47, 49 členov, to bo 1, 2, 3. Tako da lepo vzajemite tele brošurice v roke in brati in imate, da do 10. aprila napišete obnovo. Gibanje za dostojno delo in socialno družbo se je podalo v referendumsko kampanjo proti malem delu. Delati hočejo seveda na veliko. Marko Funkel. Trenutno stanje sami menimo, da je zelo potrebno prenove, da študentsko delo je preraslo tiste začasne in občasne oblike dela in ga je nujno potrebno spremeniti. Vendar ne na način, kot to predvideva zakon o malem delu. Potrebno je uvesti enotno evidenco vpisov, da se mladi ne bojo vpisovali na fiktivne študije in s tem na nek način podaljšvali umetno študij. Potrebno je uvesti večji nadzor, vendar ne zgolj na papirju, ampak tudi v praksi, da bodo dejansko inšpektori to opravljali. In kot tretje je potrebno urediti visokošolski prostor, če se pogovarjamo o stanju študentskega dela. Vsekakor ne zagovarjamo stanja, ki je danes, ne zagovarjamo tega, da študentski servisi obdržijo ta denar, zagovarjamo stališče, da naj bojo posredniki dela neprofitne organizacije. Lahko je tudi Zavod za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje ima danes več poslovalnic in veliko več zaposlenih kot študentski servisi, pa praktično nihče ne dela študentskega dela preko Zavoda za zaposlovanje. Nas ne moti, če to upravlja Zavod za zaposlovanje. Vlada pa bo v prihodnjih dneh nagradila mladega forumaša Kastelica, ki je odkril kartelni dogovor med sindikati in ŠOS-om. Predvsem pri sindikatih pa saj v mladem forumu mislimo, da je bilo tudi za določen del taktiziranja. Sami pričakujejo, da bodo študentske organizacije stopila mimo bran pri nasprotovanju pokojninske reforme in da se tukaj našli neko skupno točko in se sedaj v bistvu skupaj spravljajo tako v referendum proti zakonu o malem delu, enako pričakujemo tudi pri pokojninske reformi. Rodilo se je novo gibanje Mi smo univerza in zadišalo je po uporu. Še sam ljubljanski rektor je privihral med študente v klopi poslušati mlade revolucionarje. Na javni tribuni so študenti problematizirali proces prekarizacije, ga umestili v zgodovinsko-ekonomsko-politični okvir, znotraj njega locirali socialni položaj slovenskih študentov in poudarili, da morajo študentje delati, da lahko študirajo, ker ni dovolj štipendij. Zaključek prvega sklopa javne tribune pa je bil. Skratka, sklepi današnjega plenuma so trije. 1. Oblikoval se bo apel poslancev, naj sprejmejo RISS in NPVŠ. 2. Oblikuje se telo, katerega naloga bo preučitev dokumentov in izdelava stališče glede sedanjih in potencialnih oblik, plačljivih oblik šolanja. In 3. Skliče se organizacijski sestanek za organiziranje novega plenuma. Kdaj? Kdo? Po mailih. To je to. Hvala lepa. Kdo, če ne mi, si lahko zamisli svet, v katerem bodo ljudje, ki delajo, ne bodo ostali brez plačila oziroma ne bodo lačni. In kdo, če ne mi, bomo poskrbeli za to, da bomo lahko študirali v Sloveniji vsi enakovredno, ne glede na to, iz katerega socialnega statusa izhajamo. In kdo bo ustvaril svet resničnih, dejanskih, enakih možnosti za nas in za naše zanamce. Hvala.
Na vaši revolucionarni poti, dragi študentje, vam želimo vse najboljše, priporočamo pa vam tudi domači sirup za glas. Prihaja turneja neodvisnih filmov, ki bo potekala 28. marca ob 22. v dvorani Slovenske kinoteke v Ljubljani. Projekt je plod povezave mladih neodvisnih filmskih ustvarjalcev in želje po predstavitvi njihovih filmov širši javnosti. Vsi avtorji so si precej različni, tako kot tudi njihovi filmi. Okay. Vsem pa je skupno dejstvo, da delajo filme iz ljubezni do filmske umetnosti. Projekcija je posebna, ker združuje akcijo, dramo, srhljivost, komičnost, posmehljivost, kritičnost, dokumentarni pristop. Kada Slovenija 3 pa ne, ali kaj. Ajš! Zagotovo ne boste ostali ravnodušni, saj je sklop filmov kvaliteten in novodoben. Sloskarja oziroma Viktorja za posebne dosežke je poleg Mihe Hočevarja za spletno nadaljevanko prepisani dobil tudi režiser Klemen Dvornik. Čestitamo in vsem ostalim, ki so sodelovali od Jonasa, ki je vso stvar spočel, do ostalih, ki smo nastopali. Ne, dejansko je to moj pišuka. Jaz sem bil nominiran tudi za enega drugega, pa ga nisem dobil grozno. Tako da sem dobil sam tega kolektivnega. Ostale sloskarje oziroma Viktorje pa lahko preverite na najbolj priljubljeni spletni strani, ki ima skoraj več številk kot črk v naslovu, enako število samo, dobro, detalji. Kako? Na snemanju prepisanih. Ok, in gremo, pozor. Kamera, tišina. Še vreme, en si stric. Število ekstremnih vremenskih dogodkov se povečuje. Samo Slovenijo si poglejmo. V zadnjih 3 letih smo imeli 3 poplavne dogodke, vsak od teh 3 dogodkov, železniki leta 2007, pa božične poplave 2009, pa lanske poplave v septembru, vsak od teh dogodkov spada praktično v vode, ki so do sedaj bile nekako 100-letne vode. To se pravi, v 3 letih smo imeli 100-letne dogodke. To samo dokazuje trditev podnebnih oziroma strokovnjakov, ki se s podnebjem ukvarjajo, da se ekstremni dogodki, frekvenca ekstremnih dogodkov povečuje. To seveda pomeni to, kar je gospod omenil, ali pa da čas v Sloveniji teče 300-krat hitreje. Čeprav dvomim, Madoniš, ne vem, ali pa kaj, ali ne vem. Iz ljubljanskega studia 163, to so bile vesti, lepo se imejte, navijajte, gremo, če bomo začeti pobirati stave, kjerega poslanca bodo naslednjega zaprli, iz kjere stranke. Jaz, kaj misliš ti? LSD, zares, kaj misliš? Zares. Zares, to. Pa bojo uvedli drug test ali alkotest v parlamentu. Lajna test. Se pravi, za liberalce test. Nekaj imaš tudi, veš, za klerikalce imaš pa alkotest. To so te detajli. Nič, to je to, ajde. Fajn se imejte.